Prvič po 17 letih bo torej znova v zadnjem krogu odločala, kdo bo prvak, in odločala bo po 17 letih tudi, katera tri moštva bodo seveda v igri, da bo ena izmed njih dvignila krono, kanto po domače rečeno. No, zdaj pa Mlakar na zadnjih 5 tekmah 4 goli, Matko in brani Adam. Čuva ga Repas, Vršič, malo je bilo prostora, pa Viler, lepa poteza Vilerja, predložek v kazenski prostor in naravnost v roki v vlogo štoperja, osrednjega branilca. No, danes nekako je podobno moral storiti tudi Gorenak, pri oddaji žoge pa Repas še vedno. Repas sprožil je, brani Adam. Koderman podaja zdaj tam kombinacija dveh mladih Mariborčanov, Gorenaka in Kodermana, strel proti vratom. Korona kriza, pandemija, številne prekinitve in izjemen finiš v prvenstvu. Viler s predložkom, Mula Husejnovič. Takrat je imel tudi opravka Maribor s Primorci. No, zdaj pa priložnost, Mlakar je padel in ali bo to 11 metrovka in trese se prečka. Tam so sicer najprej čakali, kaj bo dosodil in zdaj seveda obleganje tam Bojana Mertika, pod prekrškom je bil Jan Mlakar. Ne morda, kar zagotovo. Mlakar in Maribor vodi 0:1 na Bonifiki. Torej, na četrti tekmi ulov, v boj, v veliki finale za 16. rekordni naslov državnega prvaka Mariborčani. No, tam pa prekršek Klinarja. Ali bo to zdaj tisto najslabše, kar se lahko zgodi? Tako je, Klinar je prejel rumeni karton in seveda to je drugi rumeni karton danes za Klinarja, ki mora zapustiti zelenico. Sežanski tabor je v minuli sezoni imel dobro partijo, zagrenil življenje Ljubljančanom. Ali se to lahko ponovi danes? Ali ima Koper tukaj gol za izenačenje? Ne. Jelič Balta je tam šel mimo Repasa, še vedno Jelič Balta. Pejič, pa strel Vršiča in obramba Juga. Še en predložek, nevarno je in še ena obramba Juga. Toliko je pokazal četrti sodnik Asmis Grkovič. 6-krat do sedaj. Predložek v kazenski prostor, Mula Husejnovič po sredini gola in brani Jug. Da se stabilizirajo, da potrdijo vse skupaj, da se rešijo nadloge obstanka. Zjajen tam strel zdaj proti vratu. Mariborčani pa torej že od 34. minute ohranjajo prednost enega gola. Kotnik! In tukaj je gol! Menjava sklopi Andrej Kotnik, pa je poskrbel, da Maribor vodi že z 0:2 na gostovanju na Bonifiki. Do konca je še 7 minut do izteka rednega dela, na to nekaj sodnikovega dodatka. Zdaj seveda bo menjal Simon Rožman. Dosegel 2 gola, pa tam zdaj napaka domačih nogometašev. Santos, Tavares in gol! Kakšen zdaj šov, še in samba na Bonifiki Markosa Moralesa, Tavaresa. 2 džokerja sklopi je danes imel Simon Rožman. To je tisto, kar sem govoril, ena sama priložnost. Še 3 minute sodnikovega dodatka, Dorlek v kazenski prostor, tam Spinelli in ostaja. Ja, sigurno, zelo težek poraz. Mi se moramo boriti zdaj za te točke, da ne bi pristali v tisti coni za kvalifikacije. Ja, ena zelo težka tekma je bila danes. Večino tekme smo igrali z igralcem več. Nažalost si nismo uspeli pripraviti nekih zrelih priložnosti, kar bi si jih sigurno mogli. V zadnji pa dobivamo prepoceni gole in to nas pol košta točk.
Pa dobro, predvsem bi čestitil fantom za, bi rekel, izjemno borbo, nekako nepopustljivost. Mislim, da smo zelo dobro odprli tekmo po naših željah. Potem, bom rekel, zelo je nespameten, bom rekel, rdeč karton, ki nas je zelo iztrošil. Ampak nekako smo sledili, bom rekel, igri, nismo se želeli povleči preveč nazaj. Drugi polčas, 2 zadetka z igralcem manj sigurno, bom rekel, kaže, bom rekel, nek premik v pravo smer. Veseli me 0 iza, mislim, da Kopru nismo veliko pustili, tako da nekako gremo po začrtani poti. Tekma nas je zelo iztrošila, še vedno. Vzela nam je še enega igralca rdeč karton, vzela nam je še eno, bom rekel, poškodbo nosa in bomo videli, kako se bomo sestavili v samem finišu prvenstva.